Hello. Robotka Vita prihaja iz družine robotov Pepper, proizvajalca SoftBank Robotics, ki pa prihaja iz Francije. Vita je humanoidni robotek, kar pomeni, da po kretnjah in po gibanju je zelo podobna človeku in zaradi tega tudi zelo enostavno pritegne njegovo interakcijo. Prav potem se razlikuje od drugih robotov, kateri uporabljajo umetno inteligenco. Vito se da programirati s pomočjo različnih programskih orodij in tako je lahko na nek svoj način tudi ustvarimo umetno inteligenco in tako veliko lažje in veliko enostavneje komunicira z ljudmi. A ne? Pepper oziroma Vita, prva družabna humanoidna robotka na svetu in trenutno edina v Sloveniji, ki je sposobna prepoznavati okolico in ljudi okoli sebe s pomočjo množice senzorjev, kamere kot oči, mikrofone in zvočnike za zaznavo in oddajanje zvoka, funkcionalne roke, ultrazvočne senzorje za zaznavo objektov v prostoru in razdalje, mehanske senzorje za zaznavo dotika, gibanje s pogonom na kolesa in podobne stvari. Podatke, ki jih dobiva prek senzorjev, pretvorimo v informacije in prek umetne inteligence oziroma programske aplikacije omogočimo, da se robotka giba po prostoru, zaznava ljudi, obraze, tudi občutke in glas. Določene informacije lahko podaja tudi vizualno na svoji tablici. Trenutno robotko Vito uporabljamo kot atrakcijo in promotorko obiska. Je prvi stik z obiskovalci v centru Nordum in lahko s sogovornikom spregovori o različnih tematikah in ga povabi v svet vesolja. Trenutno z obiskovalci komunicira v angleščini. Pa poglejmo, kako poteka pogovor. Raise your arm. Which arm should I raise? Left one. Left it is. Here it goes. Hello, Good afternoon. how are you? Well, today I feel super. Thanks. And you? How do you feel? I feel great too, thank you. Can you speak any foreign language? Yes, they can. Can you show me? Woof, woof, meow, meow. Tip robota, kakršna je robotka Vita, se uporablja na številnih področjih, kjer je naravna interakcija s strankami pomembna, naprimer v trgovinah, bankah, letališčih in restavracijah. Prisotna je lahko tudi na različnih dogodkih. Uporabljamo jo lahko za demonstracijo stanja tehnike na področju razvoja humanoidnih robotov in zahtevnejših funkcij ter razvoja razumevanja in sinteze slovenskega jezika. Vita, pa pomahaj v slovo. Have a great day and come back soon.